Za obrtnika leta 2016 je bilo nominiranih 6 obrtnikov. Eden najprestižnejših naslovov, ki ga podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, pa je tokrat pripadel Štefanu Pavlinjeku, ki je obrtnik, podjetnik in lastnik podjetja Roto Group, za katerega je podjetništvo način življenja. Komisija Obrtniško-podjetniške zbornice Slovenije je kot konkurenčne prednosti podjetja Roto Group poudarila drugačnost in fleksibilnost, inovativnost v trženju in dobrotehnično ter tehnološko podporo kupcu. Prav tako pa imajo v podjetju lasten razvojni oddelek. Štefan Pavlinjek je obrtnik in podjetnik, za katerega je podjetništvo način življenja. Samostojne obrti se je lotil takoj po končanem študiju strojništva in bil že takrat svojo inovativnostjo in stalno željo porasti vedno korak pred drugimi. Danes vodi sodobno in prepoznavno podjetje tako na domačem kot na svetovnih trgih. Z več kot 4000 izdelki do volumna 25 kubičnih metrov in z več kot 3 milijoni kilogramov predelanih polimerov, letno sodi Roto med vodilna podjetja s proizvodnjo po tehnologiji Rotomolding v Evropi. Z lastnim razvojnim oddelkom in proizvodnjo iz leta v leto širijo in razvijajo številne nove izdelke. Konkurenčne prednosti družbe Roto izvirajo iz drugačnosti in fleksibilnosti, iz inovativnosti v trženju in iz dobre tehnično-tehnološke podpore kupcu. Na trgu zapolnjujejo tržne vrzeli in s funkcionalno obliko povečujejo dodano vrednost izdelkom, povečujejo kakovost izdelave, vgrajujejo komponente v plastične izdelke za celovito rešitev problemov kupcev, uporabljajo inteligentne materiale in sodobne tehnologije proizvodnje. Za svoje izdelke so v podjetju prejeli številna priznanja, nagrade in certifikate. Številnimi se ponaša tudi Štefan Pavlinjek, ki je osebno angažiran in uspešen tudi na področjih zunaj podjetja. Kot dolgoletni zbornični funkcionar je vplival tudi na razvoj obrtno-podjetniškega sistema in je prispeval, da je ta postal uspešna podporna organizacija za obrt in podjetništvo. Ob priložnosti prejema laskavega naziva, ki je pripadel Štefanu Pavlinjeku, sicer članov območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota, so obrtniku leta čestitali tudi stanovski kolegi iz domače območne obrtno-podjetniške zbornice ter obrazložili svojo odločitev za nominacijo obrtnika leta 2016. Obrtno-podjetniška zbornica med vsemi nalogami, ki jih opravljamo, skrbi tudi za dvig ugleda obrtnih poklicev, obrtne dejavnosti in njenih nosilcev, ter spodbuja odličnost in kakovost obrtnih storitev in izdelkov. Zato vsako leto izberemo obrtnika, ki se zaradi svojih poslovnih dosežkov in uspehov zasluži to visoko prestižno priznanje. Predloge podajamo na območju Obrtno-podjetniške zbornici, kjer se zavedamo, da imamo med nami veliko dobrih in uspešnih obrtnikov in podjetnikov, ki se lahko za ta naziv potegujejo. Letos je upravni odbor po predhodnem razpisu sprejel sklep, da se za obrtnika leta 2016 predlaga član naše zbornice, gospod Štefan Pavlinjek, lastnik in direktor podjetja Roto Group iz Črnelovec. Zaradi Štefanove zagnanosti, težnje po rasti in inovativnosti smo ga na območju obrtne zbornice Murska Sobota predlagali za dobitnika priznanja obrtnika leta 2016. Letošnjemu obrtniku leta so čestitali tako stanovski kolegi, kot tudi predstavniki lokalnih skupnosti in medijev. Štefan Pavlinjek, direktor mednarodno uspešne družbe Roto Group, pa je svojo dolgoletno karierno pot opisal takole. Zgodba je stara v poslovnosti čez 43 let, od garaže do multinacionalke, vedno rečemo, in sicer izhajam iz obrtniške familije, oče je v tisti najtežjih časih imel v Cvetki v delavnici v najemu šlostovsko delavnico in seveda mi otroci smo rasli v tej delavnici s bratom skupaj in na koncu je ta podjetniški duh naj tudi vodil, da so začela vsak svoje dejavnost širiti. Ker sem jaz bil malo starejši, je mama pokazala na mene s prstom, ti boš prišel na svoje. In seveda začel sem z izdelavo plastičnih reklamnih tabel, rezervoarjev in podobno. In seveda to zgodbo tudi začel razvijati, brat je pa seveda podedoval od očeta in v kovinski zgodbi vodil naprej. Res, da če pogledaš nazaj, je dolga zgodba, uspešna zgodba, od enega varilnega aparata, garaže,
in od enega spačka naprej, ampak marljivost, trajnost tudi v tistih časih, kjer praktično obrtniki nismo smeli zaposlovati več kot 6 ljudi, nismo smeli dvigniti glave, ker smo od davkarije dobili svoje nazaj. Ampak če vztrajaš, seveda potem pridejo tudi drugi boljši časi in danes so ti časi po eni strani boljši, po drugi slabši. Včasih mi nismo imeli materijala, da bi izdelali, smo imeli kupce na dvorišču, danes je obratno, danes je materijalov preveč, kupce pa moraš iskati. Tako je postala tudi naša grupa Roto Group, kjer je zdaj 14 podjetij. In v teh 14 podjetij je 6 tovarn, proizvodnih tovarn. V Murski Soboti imamo, v Črnelavci imamo firmo, kjer imamo razvoj, kjer je tudi priprava materijala in seveda tu delamo tudi najzahtevnejše izdelke za KTM, za Pershing, za Ferrettija, Azimuta, Krone, Hondo smo začeli delati. In tu je center znanja, lahko tudi povem, da je tovarna na najvišjem tehnološkem nivoju v Evropi, saj imamo stroje, ki so hit, imamo največji printer, ameriški printer v Evropi, imamo zelo dobre, sposobne ljudi in tako da stvari bazirajo na lastni prekmurski pameti, da ne kupujemo pamet, ampak razvijamo skozi leta sami. Lahko povem, da imamo razvito 7. generacijo čistilnih naprav, ki bazira vse od naših izkušenj, da smo Avstrijci stvari začeli razvijati, ampak smo jih dosti prehiteli, tako da danes delamo to v Afriki, v Zambiji, v Maroku, delamo francoski trg naš, je za nas dober, zelo dobro pokriti. Delamo v bistvu v 50 državah po svetu in seveda vedno širimo, vedno promoviramo svojo lastno blagovno znamko, to je blagovna znamka Roto. Na novinarski konferenci pa so pozornost namenili tudi slikopleskarjema Avgustu in Urošu Srešu iz Bakovcev, ki sta na 18. državnem tekmovanju slikopleskarjev Slovenije, ki je potekalo v prostorih Splošne bolnišnice Trbovlje, dosegla 3. mesto. Tako slikopleskarjema kot tudi Štefanu Pavlinjaku, ki je prejel prestižno priznanje za dolgoletne dosežke, s katerimi je ponovno prispeval k odličnosti in ugledu obrtne dejavnosti in njenih nosilcev, čestitamo tudi sodelavci televizije AS.